Podjetniki, posamezniki, organizacije. Danes je praktično nepredstavljivo, da ne bi imeli svoje spletne strani. Ampak če spletnega mesta ne vzdržujete, je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do takšnega ali drugačnega zapleta. Na Sicert so v obdobju med decembrom 2012 in majem 2013 obravnavali 1300 vdorov v spletna mesta podjetij. V nekaterih primerih je šlo le za tako imenovano razobličenje oziroma spletni grafit, v drugih pa so storilci na zlorabljene strežnike namestili svoje programe, s katerimi so tudi iz Slovenije izvajali napade na tuje sisteme, predvsem na banke v ZDA. V večini primerov je šlo za napade na spletna mesta, ki niso bile redno vzdrževana. Zdaj, če sem bolj natančen, gre tukaj za to, da niso bile spletne ogrodja, niso bila redno posodobljena. V večini teh primerov bi se seveda dali izogniti tako, da spletno ogrodje, kot tudi njegove vtičnike redno posodabljamo, ker v zadnjem času ravno vtičniki predstavljajo vstopno točko napadalcev. Če sami seveda nimamo dovolj tehničnega znanja, je prav, da si poiščemo strokovno in zanesljivo pomoč. Napadom prek spleta pa niso izpostavljena le podjetja. Lahka tarča smo tudi uporabniki doma. Tak primer je izsiljevalski virus, ki vam zaklene računalnik pod pretvezo, da vas je slovenska policija zalotila, kako ste prenašali avtorsko zaščitene vsebine ter pornografijo in morate za to plačati globo. Običajno 100 evrov. S plačilom pa denar nakažete avtorju virusa. Policija s tem seveda nima nič. Zdaj, tukaj gre za tako imenovan UCache virus, ki se je v Sloveniji začel množično razširjati približno leto dni nazaj. Širi se predvsem preko spletnih strani, okužuje pa računalnike uporabnikov, ki ne posodabljajo nameščenih programov. Na Sicertu smo obravnavali že več različnih variant virusa, ki se razlikuje v podrobnostih. V laboratoriju smo tudi analizirali njegovo delovanje in na podlagi izsledkov analize smo potem na spletni strani tudi objavili natančna navodila za odstranjevanje. Do sedaj smo pomagali očistiti računalnike nekaj 100 uporabnikom. Obstaja pa tudi bolj napredna škodljiva koda, ki je namenjena izbranim tarčam. Gre za ciljane napade na točno določene zaposlene v državni upravi in vdore v informacijske sisteme za nadzor industrijskih procesov. Sicert je takšne primere obravnaval tudi že v Sloveniji. Kritične sisteme smo včasih zaščitili preprosto tako, da jih nismo preklopili nikamor. Danes pa na internet dajemo tako rekoč vse. Od elektrarn do medicinskih naprav in domačih toplotnih postaj. Ko na Sicert pokažemo na varnostne pomanjkljivosti, na varnostne luknje, je še preveč pogosto prva reakcija najprej zanikanje, potem pa mogoče celo napad na tistega, ki je pokazal na problem in mogoče namignil na rešitev. Tukaj bomo morali narediti en večji preskok v miselnosti, se problema lotiti na bolj sistematičen način in hkrati s podporo države. In zavedati se moramo, da tudi državna infrastruktura, zaposleni v državnih ustanovah so redno tarča hekerskih napadov. Kadar smo obveščeni o takem napadu, potem najprej pridobimo vzorce, škodljive kode, opravimo analizo in preko te analize poskušamo ugotoviti namen škodljive kode in izvor. In v večini primerov, ki smo jih zdaj obdelali, je izvor nekje na Kitajskem. Ciljani napadi vsebujejo po meri izdelane viruse in trojanske konje, ki jih protivirusni programi še ne poznajo. Zato jih tudi ne smatrajo za nevarnost. Zanašanje le na protivirusne programe v tem primeru zato ni učinkovito. Tudi sicer v življenju nikjer ni popolne varnosti. Če pa se pozanimamo o tem, kakšna tveganja obstajajo in potem z primernim vedenjem skušamo ta tveganja zmanjšati, bomo seveda lahko bolj varno uporabljali tudi internet. Na portalu varninainternetu.si najdete veliko informacij o tem, kako se izogniti pastem na spletu. Če pa vseeno pride do težav, se lahko obrnete na nacionalni odzivni center Sicert.